Zdravo, jaz sem Žan, na veseli. Zdravo. Zdravo, Žan. Mojca Fatur, nagrajena igralka, mama 3 otrok, žena Klemna Slakonje in pa pisateljica tudi, je izdala pravljice nedolgo nazaj. Tone, najstarejši še delujoči novinar, legenda, ki je med novoletnimi prazniki, potem ko sva se dobila, rekel, da je tekel na smučeh po Kranjski gori. En aplavz. In pa Žan Serčič, izjemni glasbenik, kantavtor, tekstopisec, producent, ki nas osvaja že od svojega 16. leta starosti, tako rekoč. Drugače pa tudi moj mrzli bratranec, no to je mogoče zanimivo povedati, da zdaj pa bi tebe, Mojca, ker vprašala, ki si pravkar iz karantene, v bistvu, ne? Ampak vseeno tako žareča, ne? Kaj misliš, da tebe, čez vse te izzive in recimo padce ali pa te neke temne stvari, ki se nam v življenju zgodijo, kaj je tisto, kar imaš ti, da te pelje preko, da nekako uspeš vseeno ta nasmeh obdržati in naprej? Moja primorska trma. Burja. Burja, ogenj, strast. Ja, od malega sem imela ogromno teh zdravstvenih preizkusov, ampak se mi zdi, da moja silna ljubezen do življenja vedno zmaga. Ta radovednost, jaz obožujem ljudi. Jaz res tako Klemen se mi fulkrat reži, da to je noro, da jaz se poganjam na klepetanje. Več, ko govorim, več imam energije. In jaz sem ful srečna, ko sem v družbi ljudi, ko sem pa v družbi ljudi, ki so mi inspirativni, mi je pa res to totalen benzin za vse ostale ideje. Vse to je v bistvu, ne, ko se tako polnimo za to inspiracijo, ki prihaja iz zgodb drugih ljudi, je vedno nekako to v prostoru, ne, in nas to napolnja. Pa kaj pa zdaj, ko so bili ti recimo trenutki, ko so nas malo omejili s tem, ali pa ti je fejst manjkalo to, ali si bolj našla to na kak drugačen način, to inspiracijo? Jaz roko na srce, ni bilo dogodkov, ampak jaz sem bila kar naprej v nekih tako drugače stikih z ljudmi in ne vem. Ili sem prej nekomu razlagala, da odkar imamo psičko in si prav vzamem, da greva vsak dan čez Golovec, vidim kakšna, mislim, res taka hodeča meditacija me je, ampak prav se potrudim, da nimam s sabo telefona in je zanimivo opazovati, ko hodiš, pa naprimer, glih danes je tako en listek, ful lepo krožil in je ful zanimiv občutek, ko vidiš, da je vse povezano in kot da bi čutila znotraj sebe ta premik listka in to se je za te trenutki, da si mi dovolimo se odklopiti in biti brez pričakovanj in brez to-do list in samo biti, da sploh, ne vem, se povežeš sam s sabo. Pa Tone, kako se pa ti recimo čutiš v tem, kar je zdaj Mojca ravno povedala, se pravi, da si povezan sam s sabo, mislim, ker ti si res pač 60 let že svobodnjak, ne dovoliš si, da te kdorkoli omejuje, kar je zanimivo, ker 50 let praktično deluješ že tudi za en časopis, torej na nek način menjavajo se uredniki, ne ti, ne, se pravi, ti ostajaš, vztrajaš. Kaj je po tvojem ključna sestavina te tvoje zgodbe in koliko je ta sestavina povezana s tem, kar je Mojca rekla, se pravi, da si dovoliš sam biti to, kar si? Zaradi tega lista bi red povedal, sem ga jaz vrgel, ko sem bil na drevesu. Jaz sem sicer zamudil, da bi šel v Partizane, ampak zdaj to not prenašam, pa hodam veliko kosto. Sam noben mi ne prizna dvojnih let, pa bo že preživel. Tako bom rekel, če si 50 let pri enem časopisu, to ni več poklic, to je način življenja. In moj način življenja je tak, da imam vsako sredo prazen, ker nedelj se zide. Moj bivši šef se kar naprej tresel, da me enkrat en ponedeljek ne bo, ka moram prinesti svojo rubriko, ampak sem ga razočaral. Vsak ponedeljek sem bil in to še kar traja. Ne vem, koliko časa bo, ampak zaenkrat je v redu. Drugač pa
Sem pa pripravljen recital, ga lahko povem. Zdaj pa umetniki, da ne boste užaljeni, ker to je pesenca z rimami. Me je začel boleti zad in spred, pa sem letel na pregled, saj tudi zdravstvo mora živeti. Grem v ambulanto sedet, naslednji začne se sestra dret, saj tudi sestre mora živeti. Me je doktor vrže na pregled, napisal, diagnoz je 5, saj tudi doktor mora živeti. Grem v farmacijo, da alcnije mi naredijo, dobil sem jih za cel paket, saj tudi lekarne mora živeti. Sem prišel domov, že skoraj sem zdrav, alcnije vrgel sem v skret, saj tudi jaz moram živeti. Že 60 let skrbi za to, da se mi smejimo in se mi zdi tako fajn, v bistvu, da ta smeh na nek način ostaja, pa umetnik je tisti, ki opazuje in zna to nekako spraviti med ljudi. In en takšnih je tudi Žan. Žan, tebe je vse vsod veliko, ustvarjaš na vse možne načine, ne mislim res, ali si pevec, ali si sam napisal, ne, v glavnem vse vsod si in naprimer ravno ta album, ki si ga tu prinesel iz moje sobe. V bistvu ta album je zelo kakovosten, zelo raznolik, pokažeš v bistvu vse svoje odtenke. In zdaj me zanima, kdaj si ti ugotovil, da zmoreš sam, se pravi, da lahko vse te ljudi, ki govorijo, danes, če bi bil MK z nami, ni mogel pričal, ne, veš, kaj bi ti mogel, ne, kdaj si ti ugotovil, da lahko vse to sam? Jaz bi samo dal repliko, da bolj realnega komada jaz še nisem napisal, pa sem že nekaj komada napisal. Ja. Res, bom že kako inspiracijo vzel od vas. Glavnem... Brezplačno. No, vidiš. Vprašala si me, kdaj sem ugotovil, da lahko sam. Ne vem, če lahko sam. Ne vem, če je to najboljši način, ki bi se izrazil, zato ker ko sem bil sam in ko sem mislil, da edino jaz vem, kaj je prav in na kak način je prav, sem po navadi se opekal in sem ugotovil, da to je en ego moj, ki se je govoril, ne jaz osebno. In šele ko sem začel vključevati ljudi, katerih mnenja pomenijo nekaj, katere jaz imam za kompetentne ljudi, so moji izdelki tudi začeli dobivati na eni kakovosti, pa predvsem na eni dimenziji mene, zato ker jaz sebe ne vidim tako, kot me dojemajo v video ljudje, s katerimi jaz ustvarjam, sodelujem in delam studio in so iz mene tudi oni na nek način potegnili to, kaj jaz kot producent potegnem iz artistov, za katere produciram. Se pravi, ugotovil sem, da v bistvu sam svoj producent si res težko. Ja, to... Se res moraš razdvojiti popolnoma in tako da, ja, ne bi rekel, da lahko vse sam, ne. Mogoče, dobro, da si v bistvu to odprl. Jaz sem te sicer skušala bolj vprašati v tem smislu, da zaupaš v sebe, v svoj feeling, veš, da ti ne rabi doben več reči, kak bi moglo nekaj biti, ampak dobro, da si tudi to odprl, ker je to pomembno, se mi zdi pri ustvarjalcih, da ne moreš vsega sam in da je ful dobro, če imaš ob sebi ljudi, ki te pa vidijo in slišijo in razumejo to, kar v resnici si, ne. Ampak kaj pa ta feeling, recimo, da ti lahko sam se odločaš o tem, kaj je dobro in kaj ne, ali pa recimo, da zaupaš v bistvu svoj ustvarjalni del. Verjetno zato, ker sem tudi en trmast bik, ne, in vedno sem šel po enem svojem občutku, po svojem feelingu in dosti krat tudi padal na faco zaradi tega in ne vem, kak bi drugače, kot pa da bi sebe poslušal. No, sem se že v enem obdobju mojega življenja znašel na točki, ko sem se pogledal v špegel, pa nisem čisto bil zadovoljen s tem, kaj sem videl. In od takrat naprej v bistvu sem začel si govoriti, ok, čas je, da začneš poslušati samo sebe in samo to, kaj si ti želiš in samo tako boš lahko postal enkrat to, kar si želiš postati. In ja. Ti si imela, Mojca, tudi ta moment, da si se zagledala in si rekla, jaz moram malo po svoje začeti stvari delati, malo bolj sebi zaupati, ali je to pri tebi bilo nekako skozi ta svoboda? Ne, tudi
ampak se mi zdi, da je mogoče skoraj del enega procesa. Pač, ne vem, na AGRFT-ju sem končala skoraj po spletu okoliščin, ker jaz sem si želela vedno na likovno akademijo, ampak smo tako pozno imeli maturo iz italijanščine, da sem ne morem pripraviti mape in vsega. In pa sem gruntala čisto, kaj bi še bil en tak malo bolj kreativni študij, in sem rekla, AGRFT, tam bomo delali kostume, izdelovali scenografijo, pisali bomo. In pol pa, kaj se, pol me pa kar, pol si kar not, pol kar dobiš angažmaje, pol greš kar iz premiere v premiero, pa iz filma v film, pa iz nadaljevanko v nadaljevanko in v enem momentu je tudi tako, si rečeš, o moj bog. Eno jutro se zbudiš in rečeš, jaz sploh ne mara početi tega, kar počnem. In sem pol dala tudi odpoved in v bistvu sem rabila celih 5 let, da sem spet začutila, da me je ob misli, jaz sem, tako je bilo, da mi je zvonil telefon in sem pogledala in naprimer me je klical nek režiser in jaz sem fizično slabost se začutila, sem mislila, da bom kar bruhana. Ne zato, ker bi mi on šel na jedra, kdorkoli me je v te sfere klical. In pol, kot da bi se mi cel moj organizem in psiha in vse toliko odpočilo, da sem spet začela čutiti strast in sem se spomnila, zakaj sploh sem v štartu to hotela početi in kaj je bilo tisto, kar me je drivalo. Ampak tako hitro te zapelje ta krog, mislim, skozi v teh kombijih, skozi, mislim, iz predstave na predstavo, prihajaš sredi noči domov, ne malo nečloveško v bistvu postane. Ma ja, pa zboliš, nič, karte so prodane, gremo, ne bomo tega odpovedovali in začneš res, postajaš ena taka zoprna različica samega sebe in nekaj, kar ti je na začetku res bilo taka otroška strast je in zdaj spet, zdaj res zadnji leto pol, da spet čutim te mravljince in da ob misli, da grem nekaj, ne vem, snemat, sem spet tako eno malo delo. Ampak kak si prišla spet do tega? Se pravi, v enem trenutku to, kar rada počneš, ni bila več svoboda, ampak je bila ujetost. Kak si preobrnila spet nazaj svobodo v praktičnem smislu? Tako prav tako občutek, kot da bi se pustil. Pač, res sem večini projektov rekla ne, tudi zaradi svojih pač teh zdravstvenih zapletov. In sem, ne vem, večinoma sem delala pa zdaj samo sinhronizacije risank, ker mi je to pač tako ljubezen, ker vidi, koliko so tam avči in malo, Mani, kdo je to, to si to je oči, ne. In potem postopoma, no, je tako. Se nazaj ta strast prikladila v življenje. Se pravi, pravzaprav si zbalansirala, ne? Šla si v tisto zmernost nazaj, ne? In potem se zgodi. Ja. Tone, ti pa kar 60 let, v bistvu že eno in isto po svoje, čeprav delaš ful različnih stvari. Kaj pa bi ti rekel, da so bili največji izzivi za tebe, ne? Se pravi, kdaj so bile tiste najtežji trenutki in kako si šel preko, da ti je v bistvu uspelo na tej isti poti vztrajati vseh 60 let? Maršal Tito, ki sem ga preživel. Žan, kaj bi rekel ti, da v bistvu pomeni živeti sebe? Ne? Zdaj skozi govorimo, da živimo sebe, Mojca je rekla, se ustaviš, še enkrat pregledaš vse, kaj je tisto, kar te res hočeš. Ti si tudi rekel, v nekem trenutku sem se pogledal v ogledalo. Bi ti rekel, da zdaj živiš sebe že po polnosti ali še kaj manjka oziroma so še kakšni izzivi, ki jih moraš tukaj predelati? Jaz mislim, da ko si rečeš sam sebi, ja, zdaj pa to pa sem jaz in to je to in zdaj sem se našel, pol se nehaš tudi razvijati, nehaš rast. Spravi, jaz se vedno, konstantno, vsak dan se sprašujem, a sem zadovoljen s tem, da sem in kaj sem. In ponovadi je moj odgovor, lahko bi bil še boljši. In lahko bi bil še mogoče nekdo drug, ampak recimo pred kratkim sem doživel eno tako, kako bi rekel, transformacijo samega sebe. Preselil sem se iz vasi v mesto, v Ljubljano. Glavno mesto? Ja, Lenarčan, postal Ljubljančan, izdalica naroda. In se samo začel opazovati sebe, da se pravi, jaz na nek način nisem mogel več isti človek biti tu, ko sem bil tam. Tu je ena druga frekvenca, tu je en drug tempo, tu so en drugi ljudje, en drug krog ljudi z istimi interesi, ki jih tam nisem imel.
In v bistvu šel s to frekvenco, sem se na nek način prilagodil in spremenil eno verzijo sebe, ki pa nova verzija mene. Tako da, jaz bi rekel samo to, da živiš sebe, je to, da se konstantno spremeniš. Nikoli ni, najdeš se, to sem jaz do konca leta. Bolj si se ustavil. Se pravi, ta neka fleksibilnost, v bistvu, da se prilagajaš. Kaj pa ti, Mojca, kaj pa tebi uskladiti ti dobrem in slabem? Veš, da sploh ne vem, se niti ne ukvarjam s tem, kar sem, mislim, ne vem. Mislim, jaz sem tudi zemljsko znamenje, sem si devica in sem ful tudi tle not, ampak je mogoče bolj glihen ta balans, da kot igralka pač moraš itak biti ogromno v stiku z emocijami, ampak jaz meni skozi brni v glavi. In ful premleba vsak dan stvari. Ja, tako kot si rekel, pač ni dneva, ko bi bil enak. Ne? In se mi zdi, moje vodilo je, da se trudim biti vsak dan vsaj malo boljša verzija sebe, kot sem na prejšnji dan. Koliko pa recimo tebi pri tem pomagajo pač dobri odnosi, naprimer doma, družina ali pa tudi zunaj, naprimer, koliko je pomembno, da imamo okoli sebe pač ljudi, ki nas sprejemajo take, kot smo? Jaz mislim, da je to bistveno. Ampak da začnemo na drugi strani, da mi najprej sprejemamo sebe in vse ostale, taki kot so v polnosti, brez obsodb in pričakovanj, kakšni bi morali biti. In zdaj, naprimer, ko smo vseh 5 naenkrat nas je fasalo, ta COVID, in me je v bistvu tako grelo prav to, ko vidiš pol, koliko močnih vezi imaš tkanih, da so ljudje sami prihajali 3-krat na dan nam sprehajati psa, naprimer, vse ima enkrat dovolj, ne, vsi bi, in kaj rabiš tržnice, kaj rabiš iz tam, in pa tako vidiš, koliko imaš res eno močno skupnost okrog sebe. To je to, kar šteje. Pa se sploh včasih ne zavedamo, ker smo tako preobremenjeni za dogajanjem, da sploh ne vemo, bolj se pa v takih situacijah kaže v bistvu. Ampak jaz naprimer ful sledim svoji intuiciji v tem smislu, ne vem, jaz kuham, pa mi kar tako nekdo pade na misel in mu kar napišem, objem. In se mi zdi, da je prav. Dajati ven te stvari in potem dobim nazaj, o moj Bog, točno to si zdaj rabila, kako si spomnila name. Ne vem, veš pa ni treba zdaj, da rečeš, ne bom zdaj tega klical, nimam sajta, to bom zdaj. Ne, ena beseda. Tako, v bistvu je sam treba se včasih poriniti naprej, pa narediti točno to, kar začutiš, sploh če gre za neke ljubeče stvari. Tone, kolikokrat si ti mogel ti v življenju sebe spremeniti? Ali si skozi isti? Kaj bi ti rekel? Ti si zdaj v bistvu največja legenda, starešina tega prostora danes tukaj. Daj nam povej, kolikokrat si ti sebe spremenil? Ja, nič. Veš kaj, en čas sem bil komunist, dokler se splačal. Zdaj nisem več. Zdaj sploh ne vem, kaj bi bil, da bi se splačal. En tak čas, recimo, zdaj, če bom rekel, da sem janšist, bojo rekli, daj perfukne, ker sem res. Tako da bi imel zdaj, ko bojo volitve, kakšnega svojega kandidata. Naslednje vprašanje je povezano z vsebino v knjigi. Knjiga namreč bralca cel čas sprašuje in postavlja v ene situacije in ga sprašuje, kaj bi bil, če bi bil. In zato jaz bom zdaj svoje goste vprašala, pa tudi prosim, da vsi vi, ki ste tukaj danes, razmislite o tem vprašanju in si ga potihem odgovorite v glavi. In sicer, kaj bi bili, če bi bili žival? Pa ker, mogoče Žan, tebe čim bolj intuitivno naj bo odgovor, kar ti pride na misel, če bi bil žival, bi bil... Bil bik. Zakaj? To je moja karakteristika, ne vem, kot zaletavam se v ene stvari, zato ker mi dosti pomenijo, pa me zmešajo. Pravzaprav vztrajnost, tudi dokler ne podreš zida. Trma sem, bik. Ok, Mojca, kaj bi bila ti? Jaz sem po kitajskem horoskopu konj in moram reči, da se zelo tako, ko vidim sploh kakšnega konja, tako
Irja, ki je prav malo brezglavo, bi se znala tudi s tem poistovetiti. Ampak kot otrok morja, tudi mogoče kaj vodnega. Kaj pa recimo, kaj zdaj vidiš? Prijazen, lep, svoboden. Ok, Tone, kaj bi bil, če bi bil žival? Jaz žival že sem. Zmeram pazim, da grem živalskega vrta, da me ne bi noč zanesli. Ampak glede na to, da sem preživel vse te režime, da sem dal skozi sem začel 7 valut, ne? To normalen človek ne preživi, moraš biti žival. Pa vprašamo še koga iz publike. Martina, kaj bi bila, če bi bila žival? Jaz sem sramežljiva, jaz ne bi odgovarjala. Polarni medved. Polarni medved, zakaj? Zelo so mi simpatični, zato ker izgledajo fluffy, ampak če prideš preblizu, pa ni dobro. Živali simbolično že skozi tisočletja v bistvu naše človeškega razvoja spremljajo na nek... Rakles, vidiš morska žival? Kaj pa Žan, kaj se ti dobi? Lenivec. Mislim, da moraš razmisliti o nasprotju pika še malo v tej svoj plat. Aha, imamo še... Ja, tu imamo en par, 2 wellness kavča, ona je dobila mravljinčarja, on pa mravljo. In zdaj morate razmisliti, kaj so te asociacije, ki vam v bistvu ob tej živali pridajo na misel in kaj vam pravzaprav ta slika skuša sporočiti. Mogoče je to en del vas, ki ga še niste raziskali, ne Žan? Ali pa je to pač povezano z tem, kar hočete, čemer hočete slediti, neke lastnosti te živali, ki so v vas, pa jih morate samo še bolje potem. Vse, hvala gostom, hvala, da ste taka inspiracija, hvala Tone, da si takšna legenda, Mojca, Žan in vsi, ki ste danes tukaj, veliko vas je ustvarjalcev, veliko vas je takih, ki verjamete v pozitivnost, v to, da je boljše gledati v fajn, kot pa v nefajn. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.